Nahajamo se v kraju Prišlin, to je na današnjem hrvaškem kraju ob Rogaški Slatini, ki pa je v letu 1941 in sicer 2 meseca spadal pod nemški rajh. Takoj po okupaciji spodnje Štajerske, ki je v bistvu tukaj, vidimo v ozadju Boč in vzadaj za Bočem seveda glavne štajerske nemške meste Maribor in Ptuj, so si Nemci v bistvu vzeli ves ta predel, ki je danes hrvaški. Tamle imamo v ozadju Donačko goro, ki je lepa taka mejna točka tega ozemlja, ki so si ga vzeli. In sicer pod Donačko je kraj Rogatec in na hrvaški strani, danes na hrvaški strani je kraj Hum, ki je tedaj obsegal v občini približno dobrih 36 kvadratnih kilometrov ozemlja, in sicer ozemlja vse tule, kar v bistvu vidimo. Pod Hum so spadali torej Prišlin, kjer smo sedaj, potem potem Lupinjak, Druškovec in Brezno spodaj pod nami, torej ti kraji. Vsega skupaj 36 kvadratnih kilometrov. In tole ozemlje so si ob okupaciji, kot sem rekel, vzeli Nemci in po nekaj tedenskih pregovarjanjih strani Hrvaške, strani NDH, so potem konec junija 1941. leta Nemci dali v bistvu tole ozemlje občine Hum na Sutli, Hum na Sotli, bi rekli nazaj Hrvaški. In tako danes v bistvu stojimo tule na Hrvaškem. Če bi stvari potekale drugače, bi v bistvu to lahko bila Nemčija. Tukaj pred sabo vidimo cerkev svetega Florijana, to je tista bela cerkev, in nekaj zaselkov okrog. V arhivu nemškega zunanjega ministrstva iz časa druge svetovne vojne, kjer so ohranjeni zapisniki hrvaško oziroma NDH-jevsko-nemške komisije, je bil ta kraj zelo pomemben. Ohranjena je cela vrsta skic na mikroravni, ki so določale razmejitev. Ni čisto jasno, zakaj jim je bil ta kraj pravzaprav tako pomemben, ampak očitno je bila to ena od točk, okrog katere so potekale polemike oziroma precej debat, ali naj bi pripadal eni ali drugi strani. Kot smo slišali prej, je bilo to ozemlje, ki so ga sicer Nemci v začetku okupirali in naj bi bilo del nemškega rajha, potem so ga pa na prošnjo Hrvatov, so pač občino Hum, celotno občino Hum, dali neodvisni državi Hrvaški. Tudi tu čisto vseh razlogov ne vemo. Eden od razlogov, ki se v dokumentaciji navaja, naj bi bil v tem, da je v tej občini dvorec hrvaškega pesnika iz 19. stoletja, ki je napisal hrvaško himno Lijepo našo, oziroma iz katerega ene pesmi so vzeli kitice, ki sestavljajo današnjo hrvaško himno. Tako da v dokumentih zasledimo, kako ustaška NDH pravzaprav to svojo željo po celotni občini argumentira z sentimentalnimi razlogi, da je to njim tako pomembno, da bi morali dobiti. Nahajamo se v Rogatcu, tik pred mejnim prehodom Rogatec oziroma Hum na Sotli. Na drugi strani je Hum, vmes teče Sotla, ki je 41. in še vedno v bistvu deli danes Slovenijo Hrvaško, tedaj je pa delila Nemčijo in NDH. V ozadju vidimo tovarno, steklarno Straža, ki je ključen podatek za to zgodbo, da so v bistvu 41. leta Nemci ta del, ki ga vidimo tule v zadnji, občino Hum priključili nemškemu rajhu. Ko so okupirali spodnjo Štajersko, so si v bistvu vzeli ta predel za sebe. Zakaj? Zaradi ekonomskega, gospodarskega razloga, ker je steklarna tedaj bila zelo pomembna, tule tovarna, lastnik je bil pa Nemec.
in zaradi tega, da bi olajšali prehod torej, čez mejo, da ne bi bilo meje, ne, da bi stvar boljše potekala, so priključili celo občino k sebi. Ne. Kot smo lahko prej slišali, da je bil sentimentalni razlog, da so Hrvati na koncu dobili ta del nazaj, zaradi tega, ker je tukaj nastala njihova himna. Lepa naša je v bistvu bil predhodno ekonomski razlog tisti, da so Nemci si priključili ta del k spodnji Štajerski, torej k nemškemu rajhu. Še danes zelo dobro delujoča steklarna straža, ki pa ima danes skladišča na slovenski strani in jih je imela že kar precej let nazaj, tudi leta 1991, ko se je zadeva, torej ob času osamosvajanja Slovenije in Hrvaške, in to je bila tedaj precejšnja težava za to gospodarsko firmo tukaj.